Danes je dokaj žalosten dan zaradi tega, ker se poslavljamo od tipeljce. V nasprotju s tem, kar si bo morebiti kdo mislil, tale odločitev ne bo tako enostavna. Ampak se mi zdi, da vseeno obstaja par razlogov, zakaj je smiselna. Tipeljco sem obavil lani novembra in od takrat sem z njo naredil samo mičken več kot 2000 km. Fora je, ker sem glih tist cajt od atmosfercev začel domov dobivati več testnih avtov in posledično so tedni, kjer se niti ne usedem v Fiestico. In če moram izberati, katerega izmed svojih avtov bi raj peljal, bo Fiestica zmagala v 95% primerov. Ampak jaz imam ta avto vseeno rad. Je pa res, da je za njo še zmeraj treba plačevati registracijo pa zavarovanje, kar pa tudi ni zastonj. In pol sem začel gruntati. Če bi jaz dejansko imel dva avta, bi rad videl, da sta oba dva mičken bolj športna. Ko pa petelen dela ob 5 popoldne, zmer sem si želel kakšnega redkega posebenega kupeja ali pa kabrioleta. In moram priznati, da sem ga našel in kupil. In zaradi tega mora tipeljca žal iti. Kupca pa dejansko že imam. Tako da tule danes je naš zadnji krog s telim avtom. Pa pejmo, a ne? Bom pa v telem videu hkrati odgovoril še na ene par zanimivih vprašanj, ki ste mi jih postavili na Instagramu. Se mi pa zdi, da si tale dama za časten krog zasluži biti čista. Tako da bo tu naša ta prva postojanka. Vprašanja. Vsi moji avti do zdaj. Torej, izpit sem naredil avgusta 2017 in 2 meseca zatem sem kupil svoj prvi avto. Črn Hyundai Coupe, letnik 2005, 2.0, 143 konjev. In v bistvu je glih tale kupejček največji razlog, da sem kupil avto, ki sem ga zdaj kupil. Po 4 letih sem ga zamenil s Citroenom DS3, letnik 2011. Imel je tisto problematično 1.6 THP mašino, ampak jaz z njim nisem imel večjih problemov. Sem pa po dobre pol leta s Citroenom na Avtonetu opazil eno oranžno Fiesto. In ja, Fiestico imam še zmer in je zanesljivo moj najljubši avto, kar sem jih kdaj imel. Četrta je bila pa multipla. Za ta petega ti bom pa, kakor si videl čez tale video, dajo namige. Drugač pa zdajle tukaj gledam barvo od multiple in ne vem, če se bo na kameri videl, ampak meni se zdi, da je noter mičken rdečih bleščic. S katerim avtom sem delal izpit? To je bilo pa leta 2017 in moj izpiten avto je bil Volkswagen Polo. Ne vem, katera mašina je bila, vem samo to, da je bil blazno počasen. Pa izpit sem naredil šele v tretje, zaradi tega, ker sem na prvem poskusu tako v ta drugem križišču šel čez rumeno. Čeprav inštruktor je rekel, da je bila rdeča, ampak rumena je bila. A imam raj avte iz Evrope, Amerike ali Azije? To je ful široko vprašanje in logično je, da ima vsaka celina eno kopico svojih hudih avtov. Ampak če bi se mogel jaz orientirati po svojem srcu, bi verjetno rekel Azija. Neverjetno, ampak zagotovo. Mislim, rekel bom, da zamenjava za tipeljco ni evropska. Prvi avto z V8 motorjem, ki mi pade na pamet, ko sem prebral to vprašanje, sem takoj pomislil na Lotus Esprija V8. Točno takšnega, kakor ga je imel Richard Hammond v Top Gearu. Dej za foro pa še ti komentiraj, kateri je ta prvi V8 avto, ki se ga zdaj le spomniš. Pol imamo pa Teodorja z enim vrhunskim vprašanjem. Kaj me pritegne na shitboxih? Jaz drugač bom crknil tla not, res je vroče. Predvsem tudi tisti socialen aspekt. Tudi če sta dva avta zapored prepeljala istovadne, nimata iste zgodbe. Različni lastniki, različni kraji, različni spomini. V razvoj vsakega avta je šla ena kopica denarja, truda, znanja. In se mi zdi, da povprečen človek, ki pogleda na ulici takole multiplo, si bo mislil pač ja, star avto je. Ampak fora je, da če se poglobiš v bilo kater star ali pa nov avto, boš najdel eno kopico zanimivih informacij, za katere si en kul ne bi mislil. Drugače pa tudi tako, da mi živimo v svetu, kjer danes povprečen nov avto stane, jaz bi rekel od oka tam okoli 30 000 evrov. Ampak ti lahko za peščico tega denarja dobiš nek star, zanimiv avto, ki te zlepa ne bo pustil na cedilu, če mu boš le dal mičken ljubezni. Skoraj sem pozabil povedati najbolj pomembno zadevo. Jaz imam tukrat avte zaradi tega, ker z njimi čutiš neko povezavo. Verjamem, da se bo tu marsikomu
to slišali glupo, ampak jaz avtomobile smatram kot živa bitja s svojimi lastnimi osebnostmi. Praktično vsak avto ima drugačne karakteristike in glih zaradi tega se mi ločiti od multiple ni tako enostavno. Nazadnje, ko sem se vozil v tale hrib, sem še zmeraj delal kot dostavljalec hrane. Pač koliko je narava tukaj gor čudovita. Taka banalna zadeva, da moraš dati šajbe dol, zato ker se vrata ne odpirajo zunanje strani. Recimo ena zadeva, ki pač staremu avtu doda karakter. Lahko bi zrihtal to zajlo, ki je bila za zamenjati, ampak ne vem, meni je na nek glup način tu bilo full cool. Torej, kakšno je življenje zdaj, ko sem se pridružil atmosfercem? Kakor sem rekel, jaz sem manj kot 1 let nazaj še zmeraj bil dostavljalec hrane in moje življenje se je spremenilo na 1000%. Jaz sem si za lansko leto postavil izziv, da vidim, če lahko živim od snemanja videov in dejstvo je, da če atmosfercev ne bi bilo, te sanje ne bi bila mogoče. Kar naenkrat lahko testiram nove avte za full dlje cajta, kakor sem ponovad vajen. Hodim lahko in na domače in na mednarodne predstavitve. Mislim, prvič sem bil in na helikopterju in v avionu. To sem napačno rekel, ampak whatever. Predvsem je pa to, da so me Jure, Ciril pa sebe vzeli za svojega in pri atmosfercih se počutim sproščeno. K doma. Mislim, ja, dela je ful velik in dejstvo je, da še zdaleč niso vsi novi avti tako zanimivi, kakor stari, ampak dejstvo, da si lahko širim obzorje, pa se hkrati učim od najboljših, je neprecenljivo. Vsavi ima tudi eno ful dobro vprašanje. Kaj me veseli poleg avtov? A je morbit malo zaskrbljujoče, da sem mogel za to kar konkretno pomisliti? Ful uživam v glasbi, v glasbenih lestvicah. Rad berem, rad imam statistiko. Včasih sem ful rad špilal igrice, ampak zdaj za njih glih nimam več cajta. Pa vprašala si, kje bi se videl, če ne bi snemal video? Nimam pojma. Dejansko nimam pojma. Ok, tale je res dobra. Sanjska garaža 5 avtov. Kakor se sliši glupo, je Fiesta ST zanesljivo ena izmed 5. Če ne drugega, ker ne vem, če mi bo treba bencin plačevati, veš. Lotus Carlton oziroma Omega, Aston Martin DBS, tist, ki je bil v Casino Royale, skoraj bi pozabil Mitsubishi Evota, 8, rumena, sanjski avto, pa še 5, ki je hkrati pa tudi za moje pojme najlepši avto vseh časov. Alfa Romeo 8C Competizione. Ali pa morbit Ferrari 550 Maranello. Eden izmed teh dveh. Zdajle se ne morem odločiti. Za naslednje vprašanje sem se pa dejansko mičkem pripravil. Torej, zakaj je Jednej začel zbirati Hot Wheels-e? Prosim, ignoriri, da je škatla absolutno disgusting. Večina izmed tehle je Hot Wheelsov iz mojega otroštva. Tale 599 je bila iz 5-packa, ali pa lahko vidiš, da jih je kar ena par tako hecno pobarvanih, zaradi tega, ker sem hotel te modelčke nekako izboljšati z alkoholcem. Eto. F355. Pač dejstvo je, da sem te modelčke začel zbirati zaradi tega, ker sem bil mali in zaradi tega, ker sem ful rad imel avte. In Hot Wheelsi so bili že takrat poceni, pa še zmeraj je bilo dost velik. Drugač pa moj najljubši Hot Wheels je pa točen tale. In moj najljubši je zaradi tega, ker je dobesedno tale, ta prvi. Starša sta mi tegale kupila v Baby Centru, v BTC-ju, o Madonna, 18 let nazaj. In ker sem vzel tist modelček, se je pa sprožila verižna reakcija in zdaj imam doma tako 800 Hot Wheelsov. Vsako tele ima svoje vesele, a ne? Najdražji je pa tale Corrado, ko sem za njega dal tam okoli 25 €. Ok. Pičimo mi naprej. Dobil sem vprašanje, zakaj imajo vsi moji trenutni avti nekaj rdečega. Fiesta načeloma zgleda rdeča, Multipla ima rdečo notranjost in spoiler, ta nov avto bo nekako najbolj rdeč od vseh. Ampak v bistvu je razlog dokaj simpel. Dobro, to, da imam Multipla rdečo notranjost, je čisto naključje, ampak pri Fiestici sem pa dejansko iskal tako bolj živo barvo. To je ena zadeva, ki jo res pogrešam pri novih avtih, ampak obožujem take žive, pozitivne barve, a veš, ki jih vidiš na parkingu, pa ti vlivajo energijo. Sej črna, bela, srebrna so tudi lahko lepe, ampak ne vem, meni so všeč take barve, ki res sekajo ven. Drugače ste imeli pa tudi kar ene par vprašanj glede Fiestice, tako da aj dela. Ker tu snema?
fun fact, ampak tale pošter sem po nesreč spis do restauraciji, v kateri sem en let nazaj dostavil hrano, tako da. Thanks, Max. V glavnem, Fiestica. Zakaj Fiestica? Pa kaj je zadeva, ki mi je na njej najbolj všeč? V bistvu imam dobesedno en video s točen takim naslovom, ampak če bi mogel vse strniti v eno besedo, bi rekel, da je tu moj najljubši avto, zaradi tega, ker je moj dom. Fiestica ni najhitrejša, ni najbolj kulska, ni najbolj skup sestavljena, ampak sem s tem avtom tako res eno tako dolgo ljubečo zgodbo in čeprav imam to srečo, da lahko vozim res veliko raznolikih avtov in marsikateri izmed njih je objektivno bolj kulski kakor tale, se zmer, ko se usedem v Fiestico, počutim, da sem prišel domov. Če bi mogel pa čustva za moment dati na stran, kar jaz ful težko naredim, zaradi tega, ker sem glede avtov zelo čustven, bi pa rekel, da je Fiestica in tale in novejša, da sta za svoj denar ena izmed najbolj uravnoteženih, zabavnih avtov, kar jih lahko najdeš. Pa v Sloveniji jih tudi ni pretirano veliko, še posebej tele Mark 7 generacije. Če bi slučajno menil Fiestico, v katero smer bi šel? O tem sem dosti gruntal in trenutno preprosto ne vidim scenarija, da bi Fiestico prodal, ampak če bi jo, vidim nekje 3 različne opcije. Ta prva je tu, da mi kar naenkrat pač na glavo pade ena ogromna količina denarja in v tem primeru bi pač direkt šel po svoj sanjski avto in to je Mitsubishi Lancer Evo 8. Zdaj, ko gruntam, je Evo 10 verjetno edini Evo, ki ga je še smiselno deljati. Enkrat v življenju bi neizmerno rad imel Evo ta in upam, da se zgodi. Ta druga, mičkem bolj racionalna opcija, ki je še zmerno za moje pojme smiselen upgrade, če bi hotel malo večji avto, je Hyundai i30N. Tega ima moj kolega Lovro in večkrat mi ga je že dal zafurat in to je pač tako dober avto. Za moje pojme je v celoti boljši, kakor kak GTI, je pa res, da so stroški vzdrževanja v primerjavi s Fiestico na i30-ki krat 2. Tako da ta tretja opcija je za moje pojme najbolj uravnotežena in realistična in tu je, da grem po novejšo generacijo Fieste ST. Lani jo je kupil moj kolega Max in ko sem se jaz usedel v novejšo Fiestico, pač tu je vse, kar obožujem glede tega avta, ampak boljš. Fiesta ST Mark 8 je za moje pojme najboljši celosten paket, ki ga lahko dobiš za 15 jurjev. Največja razlika je v notranjosti, ampak pač preprosto se tudi bolj špela, veš, ampak še zmeraj ima ta faktor, ki ga tukaj obožujem na svoji. Tako da ja, tu so neke 3 opcije, ampak trenutno preprosto ne vidim, da bi Fiestico menil bilo kdaj kmalu. Pa še vprašanje, če bo Fiestica dobila kakšno nadgradnjo. Načeloma imam avto res rad točen tak, kakršen je, ampak če bi imel opcijo, bi spremenil par zadev. Ful bi rad dal gor distančnike, short shifter, auspuh, pa morebiti druge feltne, ampak dejstvo je, da nobena izmed teh zadev ni neki ključna in glede na to, da sem glih kar obavil še en avto, bo verjetno vse izmed tega mogel počakati. Ampak ja, brez dvoma je Fiestica najljubši avto, kar sem ga kdaj imel. Zdaj pa nazaj do multiple. Tole pa ni neki naravnost. Tako da ja, tiplica odhaja in pogrešal jo bom. Če ne drugega, bom na vsaki predstavitvi novih avtov, ki se proizvajalci hvalijo, kako so njihovi novi avti prostorni, se bom spomnil na to, kaj je Fiat leta 98 naredil na manj kot 4 metrih. Tole je eden izmed najbolj genialnih avtov vseh časov in res sem vesel, da sem jo imel. Tiplica je našla dom pri nekomu, ki jo absolutno obožuje in brez dvoma jo bom še kdaj videl. Tako da, tiplica, hvala ti. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste poslali svoje vprašanja in tistim, ki še zmeraj gledate. Veliko mi pomeni. Če pa uživate v mojih videih, pol bi vas pa prosil, da se na moj kanal naročite, ker mi tu kar konkretno pomaga.